ali Tajda Tomšič? Hvala. Dosti podobno kot v filmu se soočam jaz z enimi takšnimi, bi rekla, lahko problemi, kot ta direktor, ki je v filmu nekako skoraj iskal pravičilo, zakaj še kar snema filme v tem času in kakšne teme hoče pokazati, na kakšen način jih hoče prikazati in kaj za njega so pravi filmi, kot je imel Fellinija noter, recimo, ker je tudi en mojih najljubših direktorjev, ne. Recimo isto se tudi umetniki soočamo s podobnimi problemi. Jaz kot umetnica vem, da orientiram v tem umetniškem svetu na tak način, da si želim prikazati neko vsebino, medtem ko recimo nekdo bi rekel, taka dela niso galerijska, to ne bo nikoli prodano ali nekaj takega, ne. Tako da recimo dovolj na podoben način. Moja razstava je nastajala zelo v zadnjem letu, nekako sem tudi probala se kot nek direktor svojega lastnega filma tu noter orientirati v tem prostoru in sem izkoristila v bistvu ta čudovit prostor, da pač ustvari nek ambient. Se pravi, na nek način si tudi želim, da ko gledalec pride noter, se počuti, kot da je v neki filmski sceni mogoče in da si sam predstavlja, kaj te zgodbe lahko so. Zdaj, zadnji čas za zgodbe, ta naslov je prišel tudi iz tega, da se mi zdi, da smo v današnjem času prežeti z nekimi mediji, ogromno imamo socialnih medijev, mogoče niste toliko seznanjeni z njimi, kakor so mladi, ampak imamo, ne vem, Instagram, TikTok, Facebook, karkoli, prek katerega dobivamo neke kratke informacije, ki nimajo veliko podlage, ampak še vseeno pa prikazujejo dogajanje po celem svetu. In recimo jaz doživljam ta nabor teh informacij kot grozno naporen, predvsem ker se mi zdi, da se menjajo med neko zabavo vse do neke grozote, kot je na primer vojna. Tako da vabim mogoče, da gremo noter, pa malo več noter še rečem v teh delih. Ta dva naša se bosta tudi priključila igralca. Super. Se pravi, na stenah imamo 4 velike ovale. Mogoče če ste bili na otvoritvi, pa če ste bili že kdaj v Viteški dvorani, ste videli ovale, ki so vzgoraj, v bistvu so napeta platna in tam predstavljajo sicer čisto drugačne motive, ampak v moji razstavi pa predstavljajo 4 konjenike apokalipse. To je ena taka zgodba, ki mislim, da imamo vsi v nekako podzavesti, je v bistvu iz krščanske vere, kjer se pojavijo ob koncu sveta, pridejo 4 konjeniki in vsak predstavlja, je simbol v bistvu ene teme, to je vojna, lakota, požrešnost in pa smrt. Vsaka religija, vsaka civilizacija v bistvu je na nek način predvidevala svoj lasten konec. Tako da ta neka obsesija, ki jo imamo ljudje s tem, da ugotavljamo ali pa vemo, kako se bo svet končal, je že čez celo zgodovino na različne načine se že odvijala. In vsi so imeli dosti dobre, ne dosti dobre podatke, ampak bi lahko rekli, da so imeli razloge za to, da so v to verjeli tudi, da se bo zgodilo. Se pravi, ne vem, od bolezni do vladarjev, ki so bili preveč željni, do vojne, ki je uničevala ozemlje in življenja in do lakote, ki je v bistvu se pojavljala vse povsod zaradi tega, ker je tudi, ko se je populacija večala, pač postajalo vedno bolj očitno, da ne moremo, da ne prenesemo naše lastne požrešnosti, bi lahko tako rekli. Jaz sem se odločila te 4 slike narediti, tehnika je zelo klasična, spet se vrnem k nekem slikanju, danes bi lahko rekli, da je to neka zastarela tehnika, ki bo kmalu izginila. Edinokrat, ko vidimo še neke slikarska dela, so takrat, ko pač jih vidimo v galerijah ali pa vidimo kakšna dela starih mojstrov, ki se prodajajo za ne vem koliko milijonov, se pravi, neka tehnika, ki danes izginja in ni več nek zapis našega časa, ampak jaz sem se odločila, da jo bom ponovno uporabila kot, da zapišem to, kar se meni zdi, da se trenutno dogaja. Vse slike so inspirirane po nekih mojih pogledih, ki jih dobivam preko
tu bom rekla socialnih medijev, preko interneta, preko vsega, kar jaz gledam. Najbolj recimo lahko, ne vem, se obrnem k vojni, to je ta rdeča slika, tako da na sliki se tudi vidi že, da jo počasi ta prostor zavzema. Mogoče vidite tako malo razjede gor, to so pač plesni, ki tudi počasi iz zidov prehajajo na sliko. V tej sliki sem probala nekako bom začela znova. Ogromno nekih videov se je pojavilo, predvsem v mojem času, pa mogoče sem že dolgo jih zaznavala, ampak ne tako kot danes, o vojni. Vojna se dogaja trenutno vsepovsod po svetu, ampak še predvsem pa sem jo na nek način groteskno doživela, ko sem gledala po svojem telefonu in brezbežno scrollala in kar naenkrat videla grozne slike dronskih posnetkov, vojne v Palestini, otrok, ki krvavijo, eksplozij v Ukrajini, trupel po tleh, pač neke te vizualne stvari, ki skoraj ne moramo verjeti, da so resnične, skoraj ne moramo verjeti, da zares jih lahko imamo na dostop, tako neposredno, pa vselej jih imamo in jaz sem se pač znašla v nekem taki točki, kjer nisem mogla več razumevati tega, kako se lahko to sploh dogaja. In nisem si niti vzela časa za to, ker, ne vem, scrollaš po Instagram, to pomeni, da pač greš čez videe, vidiš video vojne in potem naslednji video je video muck ali pa video nekoga, ki kuha. Se pravi, konstantno se mešajo te slike z nekimi slikami v bistvu iz vsakdana, iz nekih normalnih življenj, ki pa na videzu skoraj da nimajo vpliva te vojne. Ampak jaz mislim, da ni tako, jaz mislim, da vsi imamo to še kar pred očmi in da si samo ne moramo vzeti dovolj časa, da bi pač razumeli, kaj se zares dogaja, ali pa da bi, se razumeti dejansko ne moramo, ampak da bi si vzeli čas, da bi pač se zavedali, kaj smo videli, kaj smo recimo opazovali. Na nek način sem si hotela vzeti čas in naslikati sliko, ki recimo, da meni predstavlja nek ta utrinek te groze, ki se dogaja nekje drugje, še vseeno ne direktno meni, ampak je tam in vem, da se dogaja in vem, da jo konstantno moti neko našo prezenco. Smrt, jaz ne bom preveč o vseh razlagala, po drugi strani tudi hočem, da pač te umetnine nekako za sebe poskusijo govoriti. Res je, da pač jaz smatram umetnost kot tisti medij, ki še vseeno lahko neke teme z empatijo prenese ali pa poskuša vsaj prikazati neka čustva. In medtem ko stvari, kot so vojna, kot so ljubezen tudi in pa ostale stvari ne moramo nikoli razumeti, tudi v naših življenjih ne moramo razumeti, lahko jih pa občutimo. Tako da na nek način hočem, da vsak gledalec proba z temi malo informacij, ki jih imaš, vseeno doživeti ta dela. Ful je bilo zanimivo, tu v filmu, če ste mogoče vsi gledali, ko on proba eno to sceno, kjer hoče samo ta strel prikazati, končni strel, ta ubitje tega dobrega karakterja, prikazati. On si pa želi, da bi to veliko več vsebine imelo, da bi se ta vsebina noter, da bi tako na nek drug način to probali prikazati. Jaz mislim, da umetniki smo danes postavljeni pred neko to odločitvijo, ali bomo ustvarjali neko delo, ki bo samo prikazalo ta strel, ki bo samo na hitro dalo neko informacijo in je to in je samo neko lepo delo, ali bomo ustvarjali neko delo, ki recimo ima neko globino. Zdaj to, ali je tukaj v mojem primeru bilo uspešno narejeno ali ne, nikoli ne morem tudi vedeti, ker tudi sama ugibam, ampak recimo, da sem se jaz nekako s tistim direktorjem strinjala na ta način, da
da si želim, da imajo stvari več pomena, kot imajo. Še posebej v času, kjer je lahko vse umetnost, ker pač definicija umetnosti je vse je umetnost in vse je lahko umetnost. Vse ima potencial postati umetniško delo. Pa razlagajo 3 neke tudi zgodbe. Vsi 3 liki so ženski. To je bojevnica, potem Sirena, ki vam mogoče pač malo bolj prepoznaven lik iz grške mitologije, in pa Medusa, ki je tudi tam za mizo sedi, tudi bolj prepoznaven lik. Se predstavimo enem saj. Lahko bi rekla, da so neki trenutki iz teh zgodb, ki se odvijajo, ki jih lahko tudi sami dobrodošli, da fantazirate, iz kje prihajajo in kaj se z njimi dogaja in kaj si želijo. Pač so dejansko tu, da vi ustvarite njihovo zgodbo. Jaz lahko recimo povem zgodbo o tej, na primer. Spravi, vsaka od njih je ženski lik, so kot neka, mislim, imajo podobo mitoloških bitij in pa tudi nekih, bomo rekli, bojevnica z mečem, nekega lika iz zgodovine, ampak v mojem primeru imajo zelo še kar zgodbe iz današnjega časa in današnjih izkušenj žensk v tem času. Na primer, pri tej lahko razkrijem zgodbo, da kot ženska v današnjem času se počutim, kot da se za vsako svojo pravico moram grozno boriti in kot da mi je že od rojstva bilo povedano, da pač mi nič ni na voljo, za vse se moram boriti, več kot moški. In na nek način je ta boj skoraj da že utrujajoč in tudi zavedam se, da ne morem več biti svobodna, ker mi je že skoraj tako kot v neki rakovici zrastel en oklep, ki ga ne morem več nikoli sneti, zaradi tega, ker pač drugače bom preprosto postala spužva in umrla. Tako da na nek način je ta oklep tukaj reprezentiran kot nek neslemljiv del tega lika in da v bistvu utrujajoč boj vsakega dneva, tudi če si ga ne želiš, ga pač moraš imeti. Slike so nastale ob koncu v bistvu nastajanja te celotne razstave. Imela sem kot nekako intuicijo po tem prostoru predvsem, da bi rada še zapolnila nek prostor, pač da ustvarim tudi nek ta teatrski efekt. Vedno me je zanimala, mislim, iz prve roke bi lahko rekel, kaj je Black Mirror, kaj bi lahko predstavljalo to, recimo. Kaj pa žaba tukaj dela? Ja, žaba je nek tak moteč faktor, noter. Izgleda skoraj, kot da jo izpostavljam, ampak po drugi strani meni ta žaba pač pokaže sam, da je nek prostor res, da ni samo slika, ampak da ustvari nek prostor. V bistvu te 2 slike so nastale kot nek odziv na to črnino, pač tudi našega ekrana ali pa našega televizorja ali pa česarkoli, na neko to pričakovanje, kaj bo ven iz tega prišlo. Se pravi, obe 2 slike imajo nekaj se še lahko zgodi, nekaj še prihaja. Kako recimo, ko gledaš v mlako in kar naenkrat se žabica pojavi in začne plavati in ti pokaže, da neko življenje še je. A vidite, gospod? Tako da te 2 so zelo, bom rekla, odprte neke interpretacije še, ampak recimo to je, kak sem jih jaz, ko sem jih ustvarjala, interpretirala. In v cerkvi obožujem neke predmete, ki imajo neko moč ali pa neko simboliko in pa tudi, ne vem, grška mitologija, saj vem, da je to problematično zdaj, da se jemlje neki simboli iz druge kulture, ampak jaz na nek način to vzela kot, da je še vseeno neka svoboda pri fantaziji, ki nastane, da lahko jemlješ neke elemente. Pa tudi Grki niso bili prvi, ki so hibride izmislili, saj so že Egipčani prej delali svoje hibride in vse. Hibridi predvsem pa so, mogoče še povem, bitja, ki
pokažejo z neko to telesno deformacijo tudi neko funkcijo, ki imajo, ne, oziroma nek poudarek na neko njihovo sposobnost. Sirena recimo v tem primeru je pol ptica, pol ženska. V originalni zgodbi v grški mitologiji so to bitja, ki moške spravljajo v svojo smrt sredi morja, se pravi, privabijo jih s svojim glasom in potem ubijajo, ker utopijo. Jaz sem pa pristopila do tega bitja kot na nek svoj način, se pravi, še posebej, če si zelo glasna kot ženska v današnjem času, se soočaš z ogromno, bom rekla, ne upora, ampak z različnimi mnenji. In jaz se počutim, mislim, to bom začetko rekla, jaz se počasih počutim, kot zdajle, ko veliko govorim, da se istočasno s tem odpiram in probam deliti neko znanje, ampak po drugi strani se pa tudi počutim skoraj kako da nekaj delam narobe, kako da sem na nek način neka pošast, ki nekaj razodevam. Ne vem, to so tako moje doživljanja. Se pravi, na nek način nek tak glas, ki je tudi pri tej sireni v mitologiji neka ta moč, ki preslepi ljudi. V mojem primeru je to skoraj kot neko prekletstvo. V grški mitologiji vemo, Medusa je bila uročena, v bistvu prekleta od Atene, ker jo je v njenem templju posilil Pozejdon in Atena je bila zato jezna in je njo preklela. To je taka zelo grozna zgodba, ki je, mislim, Grki itak niso veliko imeli nekih feminističnih tem. V mojem primeru se moja Medusa sooča z enim problemom in to je to, da se konstantno mora, mislim, kot ženska se počutim, kot da se konstantno moram zavedati tega, kako izgledam in ni važno, kaj naredim, še vseeno sem skoraj vpeta v to, da se moram zavedati, ali sem lepa ali nisem, se pravi neka, ali so tudi glede umetnosti, ne? Ni važno, kakšno umetnost kažem, a je lepa umetnost ali ni lepa umetnost, se pravi neka lepota, neko zavedanje tega, kako mi sami izgledamo in kako naša dela izgledajo, je toliko naporno, da skoraj da se ne moreš temu izogniti. In v mojem primeru Medusa pač v tej zgodbi, ki sem jo hotela pokazati, je, da ona v bistvu, čeprav bi lahko imela čisto lepo življenje in mogoče srečno živela, če se ne bi nikoli pogledala v ogledalo, ni mogla ne, da bi živela svoje življenje brez, da bi vedela, kako izgleda. In se je pogledala v ogledalo in ker pač Medusine oči spremenijo vse v kamen, jo je tudi to ubilo. Materiali tehnike jaz zelo menjam konstantno. Jaz predvsem najprej poiščem idejo in potem iz te ideje nekako nastajajo neki fizični objekti, tako da vedno prva stvar je neka raziskava, neko v bistvu daljše raziskovanje, nabor neke teorije, zgodb, skiciranja in veliko nekih manjših del, ki jih vmes naredim, da potem pridem do nekih idej za večje dela in tudi pol iščem ta prave materiale, ki bojo ustrezni tem delom za izvedbo. Drugače sem študirala klasično kiparstvo na akademiji, sem v Ljubljani, potem sem šla pa v Švico na fakulteto za umetnost, kjer sem pa čisto zamenjala medije, tam sem začela najbolj eksperimentirati, tudi s performanci, z videoartom in pa pač materiali, ki niso tako poznani, mislim, niso znani, so bolj tako značilni za moderno in pa sodobno umetnost, kakor pa za klasično umetnost, se pravi blago in pa, ne vem, odpadni materiali. Se res nagibam tudi veliko recikliranju, tako da veliko mojih del je recikliranje nekih ne samo materialov, ampak tudi tehnik iz preteklosti, se pravi tisto, kar že nekako imam, tudi kar sem že testirala, potem postane nek končni izdelek lahko. Zdaj, od vseh teh tem, mislim, jaz se vedno, mene najbolj privlači to, kar se danes dogaja, neke današnji trenutki, se pravi čisto aktualne stvari, novice, ljudje, ki danes živijo in umirajo in neke izkušnje današnjih
ljudi, predvsem tudi žensk. Sama se tudi bolj orientiram na, lahko bi rekli, neko feministično umetnost oziroma neke takšne teme, zaradi tega, ker veliko doživljam na ta način in se mi zdi, da me to tudi zelo zanima, se pravi ženska v današnjem prostoru. Je pa res, da ne morem iti preko te neke svoje ljubezni do zgodovine in do umetnosti in simbolov, ki jih v bistvu vlečem iz preteklosti, bi lahko tako rekla. Tako da tudi na tej razstavi, čeprav izgleda, kot da je vse iz drugega, popolnoma drugega časa ali pa da sploh nima kaj veze z današnjim časom, še vseeno je ravno obratno v bistvu na koncu. Ja, jaz imam kot vsak umetnik že ogromno del za naprej, veliko preveč del, premalo časa. V bistvu načrtujemo še tu v gradu kar dovolj eventov. Dogajalo se bo v tem prostoru, ki je v stolpnem prostoru, kjer sem naredila inštalacijo iz blaga. Tam noter se bojo v bistvu lahko mladi umetniki iz vseh medijev prikazali, se pravi tudi performanca, glasbeniki, poezija, v bistvu vse medije bomo povabili, zato bo izdan tudi javni razpis in potem v koncu spomladnega časa, v bistvu v začetku poletja, bomo imeli program, kjer bojo lahko animirali ta prostor znova in znova na pač čist svoj način. In to je bil tudi v bistvu moj namen, da tudi danes s tem filmskim festivalom, da se ta prostor uporabi in se mi zdi, da je to zaenkrat zelo uspešno, no.